Kasaški konji simbolizirajo moč, samozavest, eleganco in dinamiko. Ljubezen do njih, milina, lepota in temperament je tisto, kar nas združuje. Malo tistih nocoj tukaj, ki vidite samo konja. Večina vas vidi svobodo, duh, pogum, moč in srce. Nekaterim je konj strast, drugim del življenja, mnogim radost. In s prav takšno radostjo vas, lastnike, rejce, trenerje in voznike kasaških konj, kako tudi predstavnike Kasaške centrale Slovenije, kasaških klubov, sponzorjev in pokroviteljev, vse vas, dame in gospodje, ljubitelje in prijatelje kasaškega športa, pozdravljam na 3. Kasaški akademiji 2015. Konec leta je tisti čas in priložnost, da se na tradicionalnem druženju ozremo na kasaško leto, ki je za nami, in tistim najboljšim izkažemo priznanje za njihove uspehe. Nekdo je nekoč zapisal: preteklost nam ne pripada več. Kdo ve, ali prihodnost bo? Edina pretanjena rezina časa, ki nam je dana in ki jo moramo napolniti z zasluženimi dejanji, je sedanji trenutek. In tako k bogatenju sedanjega trenutka vabim doktorja Marjana Sedeja, predsednika Kasaške centrale Slovenije. Je morda še kaj lepšega kot čudoviti glasovi še trenerskega okteta? Na 1. Kasaški akademiji nas je dramil slovenski oktet. Na 2. Kasaški akademiji so nas veselili pevci ljutomerskega kasača. Danes pa nam bogatijo ta dan, ta trenutek, ta večer še trenerski fantje. Ni samo čudovita pesem, ki bi radovala naša srca in naše duše, ampak je v teh izbranih glasovih velika simbolika. Kajti različni kraji kasaške zgodovine nas ne družijo samo v konjih, ampak tudi v tradiciji, v pesmi in v kulturi. Drage prijateljice in dragi prijatelji, naše življenje ne more biti ustvarjeno za nič drugega in nič drugače kot tako, da ljubezen, to najčistejše čustvo, v bistvu čustvo, ki je edino stremi in poganja naše življenje in za čemer vsi romamo skozi pot. Ljubezen v vseh oblikah, ljubezen do sebe, do bližnjega, ljubezen do naših konj in do našega športa, ljubezen do naše tradicije, kulture, ljubezen do poklicanosti in naše zvestobe. Vsak dan znova in znova odkrivamo nove načine bogatenja in plemenitenja odnosov med nami vsemi in tako resnično zorimo v pričevalce upanja, veselja in zmagoslavja. Zato gre, kolegi in kolegice, za zmagoslavje, za zmage in za samozavest. Vesel sem, da smo v kasaški družini Slovenije kljub izrazito težkim časom ohranili močno, športno, bolje rečeno konjsko kondicijo. Srečen sem, da smo v zadnjih 3 letih medsebojnega sobivanja v vseh kasaških sredinah sooblikovali zavest, da hočemo delati skupaj in skupaj ohraniti pogum pri odločanju in sprejemati zato tudi skupaj svojo odgovornost. Ob vsej raznolikosti darov in različnih mnenj pa trdno prepričanje, da želimo to igro kasaške družine igrati skupaj in da želimo skupaj zmagovati. In zmag, drage dame in cenjeni gospode, je bilo v tej sezoni izjemno veliko, na domačih in na tujih hipodromih. Moje prijateljice in moji prijatelji, po
popolnoma sprejeti drugega, takšnega, kot je, dopustiti in podpreti njegovo bistvo in hotenja, tudi in kadar je zelo drugačno od našega, a vendar v cilju dobrega in pravičnega. To je bistvo naše družine. To je tudi slogan za leto 2016 in za našo bodočnost. Konkretno vsak dan, vedno znova in znova in biti do konca resničen in do konca pošten. Najprvo do sebe in potem tudi do drugega. Verjamem in vem, da to ni lahko. Doživljenjski izziv je, a je osrečujoče in izpolnjujoče. Je začetek tistega, na katerem gradimo skupnost naše kasaške organizacije in sooblikujemo in potrjujemo vsakodnevne kasaške vrednote. Vem, da to ni lahko, saj terja celega človeka. Ni mogoče biti malce tukaj in malce tam. Malo bi in malo ne bi. Nekaj bi dopustil, a nekaj drugega pridržal. S polovičarstvom krademo najprvo sami sebi, nato pa krademo našim odnosom in v končni fazi naši družbi. Ključnega pomena je, da ceniš obljube dane najprvo sebi, saj če hočeš na ta način častno živeti. Biti odprt, pošten in dosleden kasač je danes naša velika, o tem sem globoko prepričan, konkurenčna prednost in resnična priložnost. Le pristnost in iskrenost med nami nam bosta tlakovali zmagovite poti, da bomo v družbi, kjer živimo, priče medsebojnega spoštovanja, prijaznega rivalstva, poštene borbe in poštene konkurenčnosti in medsebojnega razumevanja. Razdajemo, dragi kolegi, svoje darove, pomagajmo v letu 2016 drug drugemu, spodbujamo tiste, ki so morda zaspani, ujeti v vsakdanji skrbi in navadi. Ukradimo lenobni utečenosti same sebe in tiste, ki so naši sodrudniki na razvoju in pri razvoju kasaške prihodnosti. Dragi moji, korak za korakom lahko spreminjamo sebe, našo kasaško družino in ves svet. Lahko ga oblikujemo v bolj humanega in bolj pravičnega. Dr. Anton Trstenjak, nesporno največji človek slovenskega naroda v zadnjem 20. stoletju, je v svoji oporoki napisal, da si Slovenci preprosto ne moremo špogati in privoščiti napak, ki si jih sicer lahko privoščijo veliki narodi. Kajti velikost lahko zgledi napake, mi pa smo mali, zato za nas že vsaka najmanjša napaka usodna in predvsem takrat, kadar gre za prepire in razdore. Kako velika je lahko katastrofa med nami, če ne znamo ali ne zmoremo pozabiti in zgladiti medsebojnih zamer, eventualnih konfliktov in pa prepirov. Zato naj vsak popotnik iz tega današnjega srečanja odhaja v svojo sredo z osnovnim prepričanjem, da naj vsak napravi za kasaško Slovenijo tisto, kar mora, tisto, kar more in tisto, kar zmore. Če se bomo naučili biti iskreni z vsakim članom naše kasaške družine, pozabili na prepire in zamere, bomo srečni in uspešni. Ko pa bomo stkali izjemne odnose med seboj, bomo še srečnejši. In ko bomo drug drugemu pokazali, da jih cenimo, bodo tudi oni nas cenili. Dragi moji, vse pa se začne pri zaupanju. Hvala lepa za današnjo udeležbo. V vsakem športu, in kasaški šport ni nikakršna izjema, se vsak posameznik odloči, po kateri poti bo šel. Na njo se mora podati z vso energijo, močjo in vztrajnostjo, zavedajoč se, da vsako obdobje prinaša uspehe, prepletene s porazi.
tako kot vsak čas nosi v sebi svoje zvoke in melodije. Navezujoč se že na besede predsednika Sedeja, gostimo letos že tretji oktet z različnih koncev Slovenije na tem odru, kar izpričuje presežnost običajnega, presežnost različnosti. In tako kot je kasaški zemljevid Slovenije izrisan s kraji in klubi, tako razumljivo in naravno, je pisano barvam tudi s pesmijo naših pokrajin. Šentjernejski oktet, katerega umetniški vodja je Andrej Resnik, s tisto njihovo povsod prepoznavno šentjernejsko. Čas je, da stopimo v svet najboljših kasaške sezone 2015, k tistim najboljšim, k dobitnikom priznanj za dosežke v letošnji kasaški sezoni. Skozi prizmo prvih, no, če ravno je vsak na svoji poti prvi in je prvi sam zase, obletimo čas, obdobje od 1. novembra 2014 do 31. oktobra 2015. Najprej priznanje za najboljšo voznico v sezoni 2015. Kriterij za določitev zmagovalke je bilo število zmag. Podeljevalec te kategorije bo gospod Ciril Smrkolj, član upravnega odbora Kasaške centrale Slovenije, zato ga vabim na oder. Priznanje za najboljšo voznico sezone 2015, Darja Trontelj-Dolinšek. Darja Dolinšek-Trontelj, 4 zmage v letošnji oziroma ne samo sezoni, ampak v obdobju in to v 15 nastopih, eno drugo in eno tretje mesto. Gospod Ciril Smrkolj predaja priznanje za najboljšo voznico sezone 2015. Darja Trontelj-Dolinšek. Naj še omenim, da je drugo mesto v tej kategoriji zasedla Darja Antolin in tretje mesto Darja Krelj. Darja, bili ste že leta 2011 na tem prestolu. Po 4 letih se vračate v tistem prvem točkovanju. Pa me zanima, kaj bi kot ženska sporočili svojim kolegicam, voznicam na hipodromski stezi in tudi v drugi meri tudi kolegom voznikom. Sporočilo, ja, težko je reči, kakšno univerzalno sporočilo, v glavnem. Jaz sem manj za enakovredno voznico, sicer smo mi amaterji malo
slabšem zaradi tega, ker nimamo štartov veliko, ampak ženska ni nič slabši voznik. Jaz mislim, da imamo še več enega tazga preprostega feelinga do konja, ki ga peljamo, kot fantje, no, tako mislim. Mislim, nekega univerzalnega navodila pa nimam, za nobenega, jaz za sebe vem. Darja, iskrene čestitke, veliko uspehov tudi v prihodnji sezoni. Hvala lepa. Darja Trontelj Dolinšek, priznanje za zmago v državnem prvenstvu za 2-letne kasače. Podeljevalec bo magister Janez Slavič, član upravnega odbora Kasaške centrale Slovenije. Zmagovalka državnega prvenstva za 2-letne kasače Pepa. Potomka Gert Novembra in Pernile, lastnik Vlado Plohl, rejec Franc Novak, trener Vlado Plohl, mecen Promideo in voznik Marko Slavič. Prosim lastnika, da pride po priznanje. Magister Janez Slavič, član upravnega odbora Kasaške centrale Slovenije, predaja priznanje za zmago v državnem prvenstvu za 2-letne kasače Vlado Plohlu, lastniku in trenerju Pepe. Vlado, Pepa je ostala nepremagana v letošnji sezoni na hipodromskih stezah in osvojila naslov državnega prvaka na Ljutomerskem hipodromu 18. oktobra. V zelo kratki karieri, Vlado, naslov državnega prvaka, to mnogim ne uspe. Pravzaprav pred kolikimi leti ste se zastrupili s kasaškim športom? Ja, pred 7 leti. Pred 7 leti, nekateri potrebujejo včasih 70 leti do državnega naslova, vam je to uspelo zelo hitro. Imate izvrsten, dragulj in čuvajte ga. Iskrene čestitke, Vlado. Ja, hvala. In zmago v državnem prvenstvu za 3-letne kasače je osvojil oziroma dobil Luther King, potomec Alison Hollov in Leone IV, lastnik Slavko Makovec, rejec Slavko Makovec, trener Slavko Makovec, mecen Andrej Pirc in voznik Jože Sagaj mlajši. Gospod Branko Kristel, namestnik predsednika Kasaške centrale Slovenije, predaja Jožetu Sagaju, vozniku Luther Kinga. Priznanje Luther King pa je naslov državnega prvaka za 3-letne kasače osvojil v Ljutomeru 13. septembra z kilometrskim časom 1:17:2. Jože, z vami se še bom srečal večkrat na odru, ali vsaj enkrat. Jože, Luther King, 10 zmag letošnje sezone oziroma v tem obdobju, kolikokrat ste sedeli za njim? Vsakokrat. Torej, tudi velik prispevek kasneje pri vaši nagradi. Običajno govorimo seveda z lastniki, to pot z voznikom, verjetno gre tudi za enega od biserov kasaštva Slovenije. Ja, tako ste mogoče prej dejali, Vlado, to, da je on prišel v 7 letih do take kobile. Slavek je malo dalj časa že v tem športu in je res mogoče v teh 25 letih tudi zdaj prišel do, bi lahko rekel, pravega diamanta, kajti Luther je res pokazal, da je bil letos brez konkurence in če bo ostal zdrav, se lahko veselimo naslednje sezone. Iskrene čestitke prenesete tudi Slavko, hvala tudi podeljevalcu. Za preseženi ljubitelji kasaškega športa postavljamo rejo konj, treniranje in vse ostalo okrog njih v domeno umetnosti. In danes bomo imeli priložnost spoznati kopico tovrstnih umetnikov na tem odru. No, pa tudi nekoliko drugačno umetnico, ki že vrsto let kot pevka je prisotna na glasbenih odrih. Z njo vodita vštric čarobnost pesmi in zmagoslavje življenja. Dame in gospodje, Alenka Godec. Skoraj teden je že, odkar sem odšla iz naše vasi sem dol. Pozno je že, to pismo končujem, počasi odpravim se spat. Že zdavnaj zaspal je, slika mi doma, v solzah naš internat. Pot do največje zmage je poskušanje. Niz preizkušenj, napak in občasnih zmag. Zmaga v dirki dirk, derbiju,
In zlat pokal nista izdelana iz zlata. Izdelana sta iz znoja konja in trenerja, iz odločnosti in redke slitine, ki se je reče vztrajnost. Priznanje za zmago v 25. slovenskem kasaškem derbiju bomo podelili in to gospod Viktor Dolinšek, član upravnega odbora Kasaške centrale Slovenije. Zmaga v 25. slovenskem kasaškem derbiju Lote, potomka Brendi Di Fiori in Luciane, lastnik David Žnidarič, rejec Vlado Žnidarič, trener Milan Žan, mecen Marjan Sedej in voznik Milan Žan. Za zmago v 25. slovenskem kasaškem derbiju Viktor Dolinšek podeljuje priznanje Vladu Žnidariču, rejcu Lote. Vlado, tako kot vsem, iskrene čestitke. Pri Žnidaričevih v Stari Novi Vasi že desetletja imate konje kasače. Pred obdobjem 3 let, ko sta začela Lote in Lilkim dobesedno kraljevati na hipodromskih stezah, so bila verjetno tudi obdobja, ko ste, bom vas kar vprašal, morda celo razmišljali, da bi opustili rejo konj kasačem, ali pa vendarle ne. Razmišljali, da nehamo z rejo, nismo nikoli. Smo pa skozi upali, da enkrat pride tudi ta trenutek, ko bomo mi na piedestal stopili in pač to je sovpada res z predsednikom sedanjim centrale. Še na zadnje mislim, da niti ni slučajno, on tudi predsednik Bile Lote in vidite, da ves ta cent, kar on organizira akademije, sem jaz tudi en gost in tako da upam, da bo stojalo še naprej. In upamo še kakšne desetletje. Iskrene čestitke. Priznanje za zmago v šampionatu Slovenije bo podelila Nina Lovrenčič, članica upravnega odbora Kasaške centrale Slovenije. Šampionat Slovenije pa je osvojil Leonidas Ozi, potomec Mystical Crown in Leone III, lastnik Maja Klemenčič, rejec Zvonko Ostrc, trener Rene Hanžekovič, mecen Perfekt D.O. in voznik Jože Sagaj mlajši. Nina Lovrenčič predaja priznanje za zmago v šampionatu Slovenije. Bilo je v Krškem 7. junija. Leonidas je v prvem teku izkasal kilometrski čas 1:14:6 in v drugem 1:15:4. Preden še postorimo eno vredno dolžnost povezano s šampionatom, Jože, sedeli ste za številnimi konji, pa se mi zdi, da je Leonidas eden najbolj konstantnih konjev, ki je redko kdaj zataji. Prej bi rekel, da ljubitelje kasaštva kljub letom v jeseni življenja preseneča s tovrstnimi uvrstitvami. Je tudi vas, mora biti, v šampionatu in tudi drugače presenetil kljub križem, ki jih ima? Pa ne bi rekel, da me je presenetil, kajti jaz sem vedno vedel, da Leonidas, ko je v pravi formi, lahko konkurira vsem domačim konjem. Je pa res tako, kot ste dejali, da je v jeseni življenja mu parkrat forma zelo zanihala, da je včasih se res bolj bil v zadju. Če pa je bil pravi, si pa lahko z dobro vožnjo bil tudi v ospredju. Iskrene čestitke, Jože, ostanete še na odru, kaj ti prav iz šampionata. Sedaj prejema Leonidas za zmago najprej pokal. Nina Lovrenčič bo predala pokal, ki sodi k naslovu Šampionat Slovenije. Seveda gre lastnici Maja Klemenčič. Naprošam pa rejca Leonidasa Oze, Zvonka Ostrca, da pride tudi po skulpturo za zmago v šampionatu Slovenije. Iskrene čestitke vsem in prenesete pozdrave tako Maji kot Reneju trenerju. Priznanje za zmago v jesenskem kriteriju. Podeljevalka tega priznanja bo Maša Habjan, članica upravnega odbora Kasaške centrale Slovenije. Zmagovalka jesenskega kriterija je Jasa G.E. Potomka Let's Go in Jasne, lastnik gostilna Zorko, Dušan Zorko SP, rejec Lojze Gorjanc, trener Dušan Zorko, mecen Autokrka d.o. in voznik Dušan Zorko. Maša Habjan bo predala
priznanje za zmago v jesenskem kriteriju Dušanu Zorku, za Jaso Gel, 1:19:0 je iztekla Jasa Gel jesenski kriterij. Dušan, ko že danes govorimo o nekih bolj dragih kamnih, pa o draguljih, sedaj še k vašim draguljem. Bi si upali nekako za vse navzoče napraviti primerjavo? Imeli ste vrhunskega konja Interja, ki je prenehal z kasanjem in imate zopet vrhunsko to podkobilo Jaso Gel. Morda glede leta se bi dala napraviti kakšna primerjava? Jaz že zmeraj potihem delam primerjave. In marsikdo mi je rekel po Interju, verjetno nikoli več ne boš imel takega konja, to moje življenje enkrat srečo, verjetno imam jaz že drugič. Jaz upam, da ne samo drugič, da bo Dušan kljub mladosti še tretjič, četrtič in petič. Jaz se je res dokazala, da je primerljiva Interju, skoraj po vseh rekordih, edino verjetno po zaslužku ga ne bo nikoli dohitela, kar se ga ni tudi noben slovenski konj. Težko. Razen, če se ne bodo razmere v gospodarstvu nekoliko spremenili. Dušan, iskrene čestitke. Jesenski kriterij, Jasa Gel. V tem sklopu podeljevanja priznanj pa še priznanje za prvo zmago v karieri. Podeljevalec tega priznanja bo Boris Stavič, predsednik delegatov Kasaške centrale Slovenije. Priznanje in edini bo danes dobil tole priznanje, včasih smo imeli več, za prvo zmago v karieri, Borut Zaletel, konjerejsko društvo Krim. Prva zmaga v karieri, Stožice, hipodrom 10. maja, letošnje sezone z Elviro Ines, Boris Stavič predaja priznanje za prvo zmago in še statistika v letu 2015, v 15 nastopih 3 zmage, 2 tretji in 9-krat na nagrajenih mestih. Borut, prva zmaga seveda nikoli ne zbledi, zapomnijo si vsi tekmovalci, tekmovalke, tudi vi verjetno. Nekako pa se v kasaškem športu tele prve zmage vendarle proslavijo na kakšen poseben način. Ste tudi vi kaj posebnega naredili za prijatelje, za prvo zmago, kako ste jo pravzaprav počastili? Moram še narediti, me še čaka dolžnost letos. Dobro, da se vas spomnil na to. Ne, me spomnijo kar nekajkrat. Moramo še odojko zavrteti. Ste slišali? Borut, čestitke. Naj se nadaljuje, res uspešna sezona 2015 in veliko dobrega v prihodnosti. Hvala. Ja, dosežen uspeh, zastavljen cilj za vsakega drug in drugačen. A tudi v enem letu ne edini in ne dokončen. Tudi nocojšnja glasbena gostja Alenka Godec še ne razmišlja o dokončnem cilju. Jo, ja, zato pa vendarle izvrstno prepeva. Prisluhnimo. Čas praznikov, tisoč ljudi na ulici. Zasanjeno nebo zazrti so vsi. Ko odzvanja glas kitare, tiho riše vsak nasmeh. No in smo že spet pri topotne priznanjih, marveč pri nagradah za dosežke v kasaški sezoni 2015. Tudi v teh kategorijah je upoštevano obdobje od 1. novembra lanskega leta do 31. oktobra letošnjega leta. Najboljši lastnik po zaslužku. Kriterij za določitev zmagovalca je bil zaslužek. Podeljevalec Nina Lovrenčič, članica upravnega odbora Kasaške centrale Slovenije. Najboljši lastnik po zaslužku, kobilarna OZT z 42.275 evri. Naprošam predstavnika kobilarne OZT, da pride po priznanje. Nina Lovrenčič bo predala priznanje Tomažu Ostrcu, predstavniku kobilarne OZT. Naj povem, da je drugo mesto v tej konkurenci osvojila Equin MS in tretje mesto Ive Cernekovič. Tomaž, iskrene čestitke, lansko leto ste tole lovoriko najboljšega lastnika delili skupaj z sedaj letoš drugovrščeno Equin. Že samo bežen pogled pa vsakemu
nekako jasno in lepo pove, da ste z lanskoletnih dobrih 25 000 letos skočili na dobrih 42 000. Bi nam hoteli zaupati recept, da podjetje zraste v enem letu za približno 67%? Več konjev. Več konjev. Preprosto, tudi tisti, ki nimate konja ali imate manj, več konja, ampak seveda s tem so povezani tudi večji stroški, zagotovo. Tomaž, nastopate tako v Sloveniji, v sosednji Italiji, na Madžarskem, podate se v Avstriji in tudi v Nemčijo. In uspeh je v čem skrivnost? Tu pa ne bova šla na število konj, ampak na kaj drugega. Delo, vztrajnost in hvala Bogu, da so rezultati, da nas ženejo naprej. Celotna družina verjetno treba stati za tem? Ja, seveda. Vsi, ki ste pri kobilarni OZT upreženi. Iskrene čestitke tudi vsem v zakulisju, ki jih ne vidimo, vas vidimo na Sulkiju, očeta Zvonka še tudi zraven, zato prenesite čestitke vsem. Seveda, vsi so za to zaslužni. Iskrene čestitke, hvala tudi Nini. Najboljši trener po zaslužku. Kriterij za določitev zmagovalca je bil zaslužek. Podeljevalec magister Janez Slavič. Najboljši trener sezone 2015 Marko Slavič mlajši z zaslužkom 33 236 evrov. V konkurenci za najtrenerja letošnje sezone je drugo mesto zasedel Zvonko Ostrc, tretje mesto Milan Žan, magister Janez Slavič pa Mitju Slaviču predaja priznanje za brata Marka Slaviča mlajšega kot najtrenerja sezone 2015. Mitja, tudi če bi stal Marko tukaj, kateremu boste čestitke prenesli, bi bilo vprašanje identično. Bratski dogovor, družinski dogovor, da je Marko postal trener, vi pa voznik. Vsak ste vzeli svojo specializacijo, ali pa je to bil kakšen drugi splet okoliščini? Ja, bi temu rekel, da je bil dejansko drug splet okoliščin. Namreč Marko je imel eno nesrečo in je imel izpah rame in ni mogel voziti in dejansko sem ga jaz nadomestil in nekako smo se tako odločili, da jaz vozim, on trenira. Ali drugače povedano, Marko dela in seveda vloži, potem pa seveda sedete na Sulki, Mitja, in vi poberete vso slavo. Je to tako? Ne, ni tako. Hvala Bogu, ni tako. Jaz mislim, da smo vsi zaslužni za ta dosežek, da so formalno napisane osebe, ki pač morajo biti, ampak delamo vsi, celotna družina in brez podpore v družini takih uspehov ne bi bilo. Tudi družini Slavičevi. Vse dobro, iskrene čestitke. Hvala. Nagrado za najboljšega rejca 2015 po zaslužku. Kriterij za določitev je bil prav tako zaslužek. Podeljevalec pa bo gospod Miro Pirc, podpredsednik Kasaško-rejskega združenja Slovenije. Najboljši rejec po zaslužku Vlado Žnidarič z zaslužkom 15 299 evrov. Gospod Miro Pirc, podpredsednik Kasaško-rejskega združenja Slovenije, Vlado Žnidariču predaja kot najboljšemu v konkurenci rejcev. Drugo mesto v tej konkurenci Janez Dolinšek in tretje mesto Slavko Makovec. Vlado, krona letošnje sezone za nameček še seveda najboljši rejec. In če sva prej govorila malce o preteklosti, pa v nekoliko slabših časih, gotovo pa tole priznanje, nova spodbuda za nov polet in za še več uspehov in še lepši izgled, kot ga imate, Vlado. Tako, ja, sigurno. Samo moram reči, da smo v bistvu to kovali dejansko celih 40 let, oziroma kar se jaz ukvarjam s konji, z vožnjo, z rejo, in da je finalizacija bila v bistvu v zadnjih 3 letih, čisto finale pa se je začelo lani na tem mestu, ko sem videl, da drugo ne preostane, da pač angažiran najboljšega vozača smo že imeli angažiranega, smo že angažirali najboljšega trenerja in da je na koncu sta oba tima naredila svoje in tako da pravim, da najboljšemu rejcu mora slediti močen trenerski tim in ob tej priliki pa se moram zahvaliti obema vozačema, ki pa sta dejansko mi to lovoriko priborila. Hvala. Vlado,
To ne pomeni, da ne boste več sedli v sulki, ne na zadnje naraščajniki čakajo v vašem hlevu in tista prva trda roka je Rejca, Vlada. Tako, letos bilo dejansko vse podrejeno temu, da če se le da, da derbi dobimo in tu smo uspeli in drugo leto bom pa jaz malo več sedel v sulki. Prav je tako in tudi malce več počitka, malo manj skrbi in sivih las. Tako. Čestitke, Vlado. Hvala tudi Miro Pircu. Najboljši voznik po uvrstitvah. Kriterij za določitev zmagovalca je bilo število zmag. Podeljevalec kategoriji najboljši voznik Jelko Orel, predsednik častnega razhodišča. Najboljši voznik sezone 2015 Jože Sagaj mlajši. 43 zmag v 156 štartih, 27 drugih in 15 tretjih mest. Gospod Jelko Orel, predsednik častnega razhodišča, Jožetu Sagaju mlajšemu predaja priznanje, nagrado za najboljšega voznika. Po tej konkurenci drugo mesto Mitja Slavič, 26 zmag v 68 štartih, ter tretje mesto Milan Žan, 14 zmag v 49 štartih. Jože, od vsega začetka, kar se točkuje, kraljujete na prestolu najboljšega voznika. Lansko leto ste dobili iz rok predsednika zlato čelado, nimate je sabo doma? Je doma. Kaj ste mislili, da boste danes dobili zlate rokavice, zlata očala, zlati bič ali kaj takšnega, da vas bomo komplet v zlato opremili? Zlati sulki dobijo. Zlati sulki. Ja, glede na to, da tudi dvigujete strašno normo. Leta 2013 ste imeli 23 zmag, v lanski sezoni 34. Letos se ta številka v tem obdobju zvišala na 43. Torej, vsako leto za približno 10 zmag več. Vam ne bo upadla motivacija ob takem naraščanju? Ne, težko bi mi padla motivacija, kajti veste, pri nas se mogoče to zdi mnogo, 150 štartov pa ne vem, 40 zmag, ampak ko pridem recimo v Italijo, ko dirkam z ljudmi, ki imajo 1000 štartov v enem letu, pa 300 zmag ali pa 400 zmag v enem letu, se pol to zdi malo, tako da nobeno leto ne zmanjka motivacije. Če si to od nekdaj želiš, ko si se začel s tem ukvarjati, da bi enkrat recimo nekaj dosegel oziroma tudi, da bi bil najboljši, pol ti motivacije ne zmanjka in ko gremo predvsem v tujino po te večje lovrike, se nekako spomniš, zakaj se trudiš, se spomniš, zakaj ti ljudje zaupajo in edino z zmagami lahko to povrneš. In Vladu se mogoče zahvalil meni pa Milanu, jaz se zahvaljujem njemu, pa še najmanj 20 ali pa 25 lastnikom. Težko bi bilo koga izpostavil, kajti res vsi ti poskrbijo za to, da si na koncu sezone na tem odru in ti dajo eno pohvalo za nazaj in eno spodbudo za naprej. Jože, iskrene čestitke, ko ste omenjali 1000 nastopov tudi na leto. Prihodnje leto čakamo vaš 1000 nastop. Ja, to je v celem življenju, tako pa jaz zdaj... Ne se ne mislite nehati s tem? 2017 bom že 20 let dirkal, tako da še to skozi. Ampak v prihodnjem letu, če boste zdravi, bo 1000 nastop, kajti nekako ste nabrali 977 nastopov, kar je seveda za naše razmere pa zelo veliko. Ja, ampak jaz se bolj veselim 1000 zmage v karieru. Bodi tako, iskrene čestitke. In gremo še zaradi vsega tistega, pravzaprav, kar nas druži ob hipodromskih stezah, to so konji. Najpomembnejši dejavnik v kasaških dirkah. Najboljši konj kasač v sezoni 2015. Po sklepu strokovnega odbora je najboljši konj kasač v sezoni 2015 Jasa GL. Naprošam doktorja Marjana Sedeja, predsednika Kasaške centrale Slovenije, da pristopi k podeljevanju. Jasa GL, oče Let's Go, mati Jasna, lastnik gostilna Zorko, Dušan Zorko SP, rejec Lojze Gorjanc, trener Dušan Zorko, mecen Avtokrka DO in seveda voznik Dušan Zorko. Naprošam ga, da pride po
priznanje. Dr. Marjan Sedej, predsednik Kasaške centrale Slovenije, Dušano in Topot v družbi Eržike predaja nagrado za najboljšega konja kasača v sezoni 2015. Naj dodam, v navedenem obdobju je Jasa Gel imela 20 štartov, 10 zmag, 2 druge, 1 tretje mesto. Zmaga v jesenskem kriteriju, zmaga prvega teka šampionata, zmaga Ljubljanske milje, zmaga na PMU dirki v Daglfingu, absolutni državni rekord na dolgi distanci in zaslužek obdobja 11.346 evrov. Njeni osebni rekordi Jase Gel na kratko razdaljo 1.14.5, na srednjo razdaljo 1.16.9 in fantastičen letošnji rezultat na 2600 metrov 1.15.5 na veliki nagradi Dunaja v sosednji Avstriji. Dušan, še enkrat več, pozdrav Topot, seveda, če ste vi nekako nepravi biološki krušni oče, Jase Gel je to verjetno malo mame zraven. Jaz bom rekel, da verjetno malo kateri konj v Sloveniji ima takšno pozornost, kot ima Jasa zaradi Eržike. In to red vsaki dan, čisto vsaki dan v bistvu uri vse poteka po enem sistemu in Eržika pri tem vztraja in verjetno tudi zaradi tega obdobja, kar je Eržika pri nas v štali, so tudi rezultati verjetno malo boljši. Dušan, korektno, da ne požanjete sami slave, da seveda tudi spoznamo support, vse tiste, ki so zraven, verjetno še tu veterina, tu so kovači in vse ostalo, pa morda ob tem čudovitem priznanju, čudoviti nagradi. Dušan, kateri rezultat v tem obdobju, v katerem je Jasa Gel triumfirala, pa je za vas najbolj impresivnejši oziroma najbolj občudovanja vreden? Najbolj sem se veselil sigurno, ko sem se peti pripeljal v Hunjadijo, to je res dirka tretje evropske kategorije, sem bil čisti outsider in to je bilo veliko presenečenje in tudi dosegla svoj izreden kilometrski čas, ki bo verjetno zapisan še kar nekaj časa. Drugače pa prvenstvo troletnikov, jesenski kriterij, Ljubljanska milja, to so bile zelo lepe dirke. Dve PMU dirke v Münchenu, ne moramo pozabiti, takrat je vozil Jože Segaj. Drugače pa tudi dirke iz Budimpešte so bile fajn. Vse ostalo v spominu. Ja. Dušan, naj se Jasa Gel, ki boste prinesli pozdrave, odpočije v tem času, svežih moči Eržike in vam za prihodnjo sezono. Hvala lepa. Čestitke. Šentjernejski oktet s pevovodjem Andrejem Resnikom in nepozabna Ljubim te, Slovenija zelena.
Meja, mejniki, mejnost, omejenost. V Kasaški centrali Slovenije na čelo z Marjanom Sedejem ves čas premikajo meje, jih širijo, večajo, spreminjajo za drznejše misli, za korak, ki je nujen, ki vodi dalje. A k velikim stvarem in pohod v novo čez mejo obstoječega pomeni prestop meje svojega fokusa, svoje zadostnosti in nekako biti tudi odgovoren za to. Na oder vabim dr. Marjana Sedeja in gospoda Cirila Smrkolja. Predsednik Kasaške centrale Slovenije, dr. Marjan Sedej, je na osnovi statutarnih in zakonskih določil imenoval Cirila Smrkolja za praporščaka prapora slovenskega kasaštva. Krovna kasaška organizacija Slovenije bo s tem prvič v zgodovini posedovala prapor. Naprošam Marjana Sedeja, da razvije prapor in ga slavnostno preda praporščaku Cirilu Smrkolju. Prijatelj Ciril, zdaj praporščaki so bili včasih in so še najpogumnejši ljudje. Kajti v ofenzivi, jaz so navadno letali z zastavami gor in dol, jaz ti pa podarjam in dajem v tvojo hrambo naš največji in najpopolnejši simbol naše kasaške organizacije. Čuvaj ga kot najsvetejšo svetinjo, hrani ga kot najbolj žlahtno znamenje in nosi ga kot največji ponos, kot najžlahtnejši zaklad. Kajti to je danes eden izmed mojih najčudovitejših trenutkov v predsednikovanju Kasaške zveze, Kasaške centrale, Kasaške organizacije. In dovolite mi, da se zahvalim tudi avtorju tega čudovitega praporja, gospodu Boštjanu Vidmarju, in se mu tudi v svojem imenu in vseh imenu mojih kolegov in kolegic zahvaljujem za to izjemno lepo, izjemno strokovno in izjemno kvalitetno delo. Hvala lepa, Boštjan. Kolegi, rejci, tekmovalci, trenerji, tudi tekmovalke, rejke, predsednik, seveda bom skrbel za vso mojo močjo, energijo za ta prapor, ki tudi v tem trenutku pomeni velik simbolični pomen, to je pomen sodelovanja vseh klubov v Sloveniji in nek simbol enotnosti znotraj kasaštva. Hvala za zaupanje. Sedaj pa naprošam predsednike ali predstavnike klubov in društev, članic Kasaške centrale Slovenije, da opravijo prijetno dolžnost pripenjanja trakov njihovih klubov, ki so razvrščeni po abecednem redu. Kasaški klub Bela krajina, gospod Branko Muren, predsednik Kasaškega kluba Bela krajina, bo pripel za najmlajšo članico ali člana Kasaške centrale Slovenije, tudi trak. Kasaški klub Ljutomer, predsednik magister Janez Slavič. Kasaški klub Stožice Ljubljana in predsednik Viktor Dolinšek. Kasaško društvo Piramida. Naprošam predstavnika, tu je tudi predsednik Dušan Selinšek. Kasaško rejsko združenje Slovenije, podpredsednik Miro Pirc bo poskrbel za trak in pripenjanje. Klub za konjski šport Šentjernej.
gospod Antončič. Konjeniško društvo Slovenske Gorice Lenart. V imenu Lenarškega društva Nina Lovrenčič. Konjeniški klub Grosuplje, predsednik Alojz Potočnik. Konjeniški klub Komenda s predsednikom gospodom Alojzom Lahom. Konjeniški klub Posavje Krško, predsednik Uroš Bernardič. Konjerejsko društvo Krim, mislim, da ni predsednika gospoda Jožeta Škulja, Miro Pirc ali pa nekdo, prosim, če pride tukaj Miro, za Konjerejsko društvo Krim. Trak bo pripel tudi nekdo iz Združenja kasaških voznikov Slovenije. Gospod Čebulj, prosim, če pridete, kajti Petra Zadela mlajšega kot predsednika ni, torej gospod Fran Čebulj v imenu Združenja kasaških voznikov Slovenije. In še Združenje sodnikov za KAS Slovenije. Predsednika ni, gospoda Slavka Petovar se opravičil, pooblastil je enega od sodnikov, to je Mitja Kos, ki bo v imenu sodnikov za KAS Slovenije pripel tudi. Dragi moji predstavniki družine kasačev in kasaške organizacije. Dolga pot je bila prehojena do tega dne in do tega svečanega trenutka. Veliko ljudi je sodelovalo, veliko ljudi dobre volje v tej verigi. Verjeli so in zato smo danes mi tukaj. V ozadju tega pa je čudovita prepričanja o enotnosti in o eni družini, o skupnem dobrem. Zato, da smo danes tukaj, da smo širom po Sloveniji napolnili hipodrome v tem času, je potrebno imeti veliko poguma in neizmerno mero zaupanja. Predvsem pa vera v sebe in svoje sposobnosti. Gre za zgodovinski dogodek, kjer z razvitjem našega prapora, verjemite mi, dokončno končujemo državljansko vojno v kasaški organizaciji. Naj ta prapor povezuje vse ljudi dobre volje. Naj se vsi, ki bodo ob tem simbolu, počutijo sprejeti in spoštovani. Naj to znamenje postane znamenje naše vztrajnosti, našega poguma, naše neupornosti in priča naše ljubezni do konj in pristnega medsebojnega prijateljstva. Dragi moji, danes je dan veselja in najčudovitejši trenutek. Hvala vam lepa. Hvala. Ta prapor je prapor Kasaške zveze Slovenije. Na prvi seji skupščine bo moj predlog in moja prošnja do delegatov, da Kasaško centralo preimenujemo v Kasaško zvezo. Z spojitvijo Združenja rejcev in dosedanje Kasaške zveze v Ljutomeru kot rejske organizacije je ta za tem nazivom prenehala obstajati. Torej je pustila prostor preimenovanju naše centrale. Kljub temu, da smo naredili interno poizvedovanje o smislu besede centrala ali zveze, je nesporno tole, da centrala vedno pomeni neko upravo, neko tujek moči. Zveza pa pomeni družina, pomeni skupnost. Zato verjamem, da z današnjim dnem in s prvo sejo skupščine bomo govorili samo še o Kasaški zvezi Slovenije in o tem našem simbolu naših skupnih kolegov. Mislim, da bomo naredili svoje najboljše, kar lahko za svoje prijatelje in za naše konje.
Ja, zopet je čas za kakšni glasbeni intermezzo. Alenka je že nestrpna. Torej, za glasbeni intermezzo bo še enkrat poskrbela Alenka Godec in nas popeljala v čudoviti svet zabavne glasbe. Se tak kot nekdo, ki bo moj, brez besed pove, da je srečen z menoj. V meni strast prebudi, ko pogleda me v oči, kot nekdo, ki imel me bo rad. Ko sem z njim, se sveta ne bojim, pa čeprav se zdi, da nevarno živim, a verjeti mu sme, tam na mizi bo večerja za dva in odšel več ne bo, nežno vzel me bo tako, kot nekdo, ki imel me bo rad. Kot nekdo, ki imel me bo rad. Še nekaj malega nam je ostalo za nocojšnji večer. Najprej pa k nagradam za življenjsko delo. Podeljevalec bo dr. Marjan Sedej, predsednik Kasaške centrale Slovenije. Nagrado za življenjsko delo prejme gospod Alojz Lah. Šola v Mostah, tečaj v Komendi, kmetovalec, obrtnik, trgovec, član in predsednik konjiškega kluba Komenda, Sejmar, častni občan. Naštevanje njegovih del bi bilo precej daljše, če bi skušali našteti vse, kar je Lojze Lah s Klanca v Komendi bil od mladih let naprej do danes. Za njegovo življenjsko zgodbo velja: ni prave poti brez volje, vztrajnosti in zastavljenega cilja. Ob bratu in 4 sestrah je po zaključku šole v Mostah ostal doma in sprva kmetoval. Kot samouk je začel s kovaštvom, po letu 1968 pa kot obrtnik nadaljeval s kmečkimi gumivozovi, branami, kultivatorji za traktorje, priključki za prikolice z vozovi. Z 9 zaposlenimi je postal poznan na takratnem jugoslovanskem trgu po izdelavi platišč za kmetijske stroje in viličarje. Nagel tempo življenja in stresni trenutki so načeli njegovo zdravje. Potem pa zdravniški nasvet naj počne tisto, kar ga pomirja, in kupil je konja. Vsak dan je bil kakšno uro, 2 na hipodromu, kjer je že bil član kluba. Zdravil kmalu ni več potreboval, saj je imel konja. Leta 1978, po nekaj letnem delu kot podpredsednik kluba ob Janku Juhantu, je postal predsednik konjiškega kluba Komenda. Klub je nadaljeval začrtano delo in začel povezovati tudi druga društva v Komendi. Pod predsednikovanjem Lojzeta Laha se je pričela gradnja tribune v Komendi. Leta 1980, ko je bila tribuna že domalo gotova, je konjiški klub razvil svoj prapor. Z denarjem od prirejanja tombol pa so pridobivali zemljišča, se širili in podaljšali Kasaško stezo, kupili traktor za urejanje steze, posodabljali hlev. Sredi 90-ih let minulega stoletja je Lojze Lah z njegovim podjetjem Kmetijski center Lah Komenda in še 4 razstavljavci pripravil prvič razstavo kmetijskih strojev in mehanizacije v Komendi.
Kasaške prireditve in sejmi so tako iz leta v leto postajali vse bolj prepoznavni, povezovalni in tudi uspešni ter uspešna dejavnost konješkega kluba Komenda. Posledično so tako leta 2010 predali v namen nove hleve, ki so danes med najlepšimi v Sloveniji. Konjeniški klub Komenda s predsednikom Lojzetom Lahom je bil vsa leta njegovega predsedovanja v skoraj 40-letnem obdobju razvojni in organizacijski motor družabnih oziroma športno-društvenih in poslovnih dogajanj v občini in tudi izven nje. Leta 2002 je Lojze Lah na slavnostni seji občinskega sveta ob občinskem prazniku prejel priznanje listino častnega občana občine Komenda. Alojz Lah skorajda 40 let dela in vodi s svojimi sodelavci konjeniški klub Komenda. Strokovno znanje in izkušnje prenaša na mlajše rodove, da bodo tudi v prihodnje z veliko mero do bogate zgodovine in dediščine konjeniškega kluba Komenda spoštovali delo predhodnikov ter uspešno nadaljevali tradicijo kasaštva na Gorenjskem. Iskrene čestitke. Izvoli, Lojze. Nagrado za življenjsko delo dobi Alojz Slavič. Alojz Slavič, rojen leta 1943 na Grabah v občini Križevci pri Ljutomeru, je najmlajši sin Ludvika Slaviča iz Grab, ki je zredil več kot 100 odličnih ljutomerskih kasačev, ki so ponesli sloves ljutomerske reje po Jugoslaviji in širše po Evropi. Alojz Slavič je svojo mladost preživel s konji, učil se od očeta in ga spremljal na številnih dirkah po Jugoslaviji. V mestni industriji Simentalka v Ljutomeru se je izučil za mesarja in si kmalu našel delo v sosednji Avstriji. Svoj poklic je opravljal v St. Jahanu na Tirolskem. Lastnik mesnice, kjer je delal, je imel dirkalne konje, kateri so tekmovali na Dunaju. Tako je svoje znanje o dirkalnih konjih, ki si ga je pridobil od očeta, še dopolnil. Po 4 letih dela v Avstriji je odšel na delo v Nemčijo, kjer je bil do leta 1980. Po vrnitvi domov si je zgradil dom v Križevcih pri Ljutomeru, kjer ima danes gostilno in svoje konje. Po vrnitvi domov je veliko pomagal pri konjih očetu na Grabah. Oče Ludvik Slavič me je dal v rejo in trening kobilo Fegrino. Leta je Alojzu Slaviču prikazala slavo, saj je bila najuspešnejša med slovenskimi kasači, osvojila je kar 47 zmag. In med drugim je v njenih uspehih v kronologiji zapisano tudi tole. Leta 80 Fegrina zmaga na prvenstvu Slovenije za 2-letnike, na prvenstvo Jugoslavije 2. mesto. Leta 81 Fegrina zmaga 12-krat, doseže 1. 2. in 1. 3. mesto in od pomembnejših zmag v Beogradu na prvenstvo Jugoslavije za 3-letnike osvojitev državnega prvaka. Maribor zmaga slovensko republiško prvenstvo za 3-letne kasače in zmaga v spominski dirki maršala Tita na Brdu leta 1981, kakor tudi zmaga na krožni dirki za prvenstvo Slovenije. Leta 82 Fegrina zmaga na poskusnem derbiju kot 4-letnica v Beogradu, zmaga na memorialu maršala Tita v 2 tekih, v Mariboru zmaga na 55. jugoslovanskem kasaškem derbiju, v Beogradu zmaga še naknadni derbi. V Gornji Radgoni Fegrina doseže absolutni jugoslovanski rekord s kilometrskim časom 1:18:8. Zmaga na pokal Čukarica v Beogradu ter 3. zmaga v letu 82 za Fegrino na memorialu maršala Tita in s 3. zmago je Alojz Slavič prejel pokal maršala Tita v trajno last. Zmage so se nadaljevali tudi kasneje, ko je seveda Fegrina že bila starejša. Alojz Slavič je z njegovo kobilo Fegrino bil znan po celi Jugoslaviji in širše kot uspešen trener in tekmovalec. Za svoje vloženo rejsko delo je v praznovanju 140-letnice prvih kasaških dirk na Slovenskem 12. septembra
minulega leta na Slavnostni akademiji v Ljutomeru prejel tudi priznanje in skulpturo konja. Iskrene čestitke Alojzu Slaviču za nagrado za življenjsko delo. Če smo ostalim zmagovalcem dali besedo, moramo seveda še posebej tudi obema, ki sta danes prijela nagrado za življenjsko delo. Alojz, več kot ali pa blizu 40 let krmarite Konjiški klub Komenda, zaslužili ste se to. Malo tega pa je bilo v razložitvi povedano, da ste seveda posedovali tudi konje, za tistega prvega smo slišali, ki ga je predpisal zdravnik, kasneje pa ste bili tudi zelo uspešen rejec. Ja, res, da je, tako sem imel bolan, ko sem obrtno dejavnost začel, je bilo tako napeto in sem bil kot pri zdravniku na vseh pregledih, prav, nič nobene bolezen, ugotovo prav, treba so živce spočiti. Jaz sem pa že sam mladosti, sem pa rad konje imel, sem tudi veliki s konja včasih furo, da sem ga še delno zaslužil in sem se konja kupil. In sem tako, da sem se slabo čutil, sem šel v Komendo in sem ga napregel, sem se na 2 uri vozil, kot da sem to en let delal in sem vse tablete dal čist stran. Bravo. Poslušajte recept, ne poslušajte recimo direktorja Ljubljanskih lekarn, konj je pravo zdravilo za to. Lojze, ste tudi tekmovali, mora biti kaj? Ne, tekmoval nisem nikoli, sem pa tako vozil za hobi v hipodromu, ne. Lojze, Konjiški klub Komenda je eden vzornih, tudi infrastruktura je takšna, da seveda ustreza normativom in vsemu ostalemu in seveda veliko vloženega truda je bilo, čeprav se je tudi malce okrog zalomilo v ozadju zadeva, ampak tudi z vami naprej ne bo težav v Konjiškem klubu Komenda. Poglejte, sam Konjiški klub je res prišel, nekaj tudi en sam predsednik ne more narediti, če nima vzadej ljudi, pravnega odbora, drugih članov, da ti pomagajo, en sam predsednik ne more narediti. Čestitke, bravo, bravo Lojze, lahko tudi, da ste povedali nekaj o tem. Še k Alojzu Slaviču, danes imamo 2 Alojza. Še nekaj let nazaj, Alojz, ste sedeli tudi na Sulkiju, seveda bova se vrnila k tistim največjim uspehom. Je še kaj potencijala v vašem hlevu? Ja, mislim, da še bo. Da še nekaj. Samo tu mora biti potrpljenje, ne, in volja. Potrpljenje, volja vam zagotovo ne manjka, Alojz. Ne nazadnje ostajate zvesti F-liniji, grabski liniji, ljutomerskega kasača, kar je imel vaš oče, pa verjetno še predniki poprej. Tako, ja. To je F-linija, ki ima nekaj zgodovino 80 let. In to nadaljujem. Saj vam je tudi F-linija prinesla največ lovorik in pa seveda tudi sloves. Alojz, takole iz prve roke kot tekmovalec, takrat trener. Kakšna je primerjava bila, recimo, ali pa napravite primerjavo dirke v nekdanji naši skupni državi Jugoslaviji in pa, jaz se spomnim dirke recimo na Brdu za maršala Tita, ko se je zbralo 10 000 ljudi recimo, ne, in pa recimo danes, ko smo samostojni, ko smo ena velika družina, kot je povedal predsednik, pa recimo tedanje dirke, sedanje dirke. Ja, danes tudi vsa oprema je boljša, dirkališča so, mislim, dosta hitrejša, ne, sigurno po kilometri 3 sekunde, to se lahko tudi vsaki, ker ima spremljajo zunaj, ne, to so dirkališča v vsaki državi, kjer se postavljajo rekorde, ne, in take dirkališča imamo mi danes v Ljubljani, v Ljutomeru, tudi vsa ostala dirkališča so dosta boljša, ne, od Maribora, od Šentjerneja, od Komende in to je ta razlika, ne, pol so tudi pri reji, ne, takrat veste, da smo imeli žrebce, ki so
ki so imeli nekaj okrog 20, 22, 23 plemenjake. Kilometrski čas. Čas, ne, danes imajo 11, 12, ali to vse traja, ne, to ne pride tako. In jaz z tega mesta želim vsem tekmovalcem in ljubiteljem, da bi enkrat imel vsake takega konja, kot sem jaz imel tistokrat Fegrina. Ne, ker potem... Hvala Lojze za te želje. Pred takšno izjavo tudi klubu Gdol. Iskrene čestitke obema. In še k nagradam za posebne dosežke. Predsednika naprošam, da ostaja na odru. Nagrado za posebne dosežke dobi Klub za konjski šport Šentjernej ob 130-letnici delovanja kluba za konjski šport Šentjernej. Nagrado za posebne dosežke prejme Janža Dolinšek. Nagrada za izdelavo celostne podobe ob organizaciji derbija letošnjega 2015 in vseh spremljajočih dogodkov. Iskrene čestitke še za posebne dosežke. Iskrene čestitke Šentjernejčani ob vašem visokem jubileju, 130-letnici. Verjetno tudi zgodba, ki se pričenja ob tem okroglem jubileju na novo. Ja, tako je. Prebrodili smo teh 130 let. Seveda sem ponosen, da stojimo danes tukaj za vse naše prednike. Imamo začrtano pot za naprej. Želimo si biti podpora centrali. Tudi zadnje naporno leto bi se zahvalil predsedniki centrale, vsem sponzorjem, pa tudi naši glave družine, gospodu županu, ki danes tudi z nami. Imamo danes tudi šentjernejski oktet, pa vse nekaj kojarjev, tako da imamo celo bogatstvo danes tu v Ljubljani. Branko, glede na to, da si pa odličen govornik, pa če boš rabo zgodovino Šentjerneja z nami, tudi cela Biblija, gospod Ivan Košak in... Mi jo je že malce ponujal. Veš, Borut. Iskrene čestitke Šentjernejčani v nove zmage naslednjih 130 let. Kar ostanita še za fotografijo. Janža, iskrene čestitke, živijo. Nisem vedel, čeprav sem bil tudi z vami na derbiju, sem tudi bil v tistem pripravljenem obdobju, da je Janža pripravljala celostno podobo. Malce presenečen, drugi, ki te poznajo, zagotovo ne, tudi požela si velik aplavz. Veliko truda vloženega v to vrstno delo, kaj ti to pa vendarle mora biti unikatno delo. Tu ni nekega kopiranja, ni nekega posnemovanja. Ja, ne bi bilo, zdaj ne veste. Mene ste dobili ful nepripravljeno, tako bom rekla, zdaj če sem že tle, bom še kaj povedala. Najprej bi se ful zahvalila za to, pač ne vem, čigavo maslo je, ampak ja, hvala vsem, ampak bi rekla, da jaz nisem bila tista glavna, ki sem ustvarila celo podobo oziroma ta derbi, ampak sem bila samo en podporni člen celotni organizaciji, za katero je zasluženih veliko ljudi in ta naš organizacijski odbor je deloval res kot ena lepa ekipa in se vsem zahvaljujem predvsem za vso spodbudo, ki sem jo dobila pri tem, verjeli ste vame očitno, ker ste pač pustili meni dosti proste roke pri mojemu delu. Tako da, ja, tukaj je moj oči, ki je bil res vedno mi ob strani, hvala in isto cela družina. Pa da ne pozabimo, kdo je pač velik del opravil, Jošt, ki se tamle uspešno skriva za stebrom, pa večina sploh mogoče ne ve ali pa niste opazili, večina fotk je bila njegovih, isto Boris, ful lepo skrbita za celo podobo, ker brez njunih fotk pač tudi jaz ne bi mogla prav dosti početi. Pri organizaciji isto Marjetka, ona je tako ena deklica za vse, ko vse postori. Pač spustila sem ful veliko sejp, ampak ta nagrada je pač za cel derbi, za vse nas in ne samo zame, tako da hvala lepa. Janža, nagrada torej vsem.
Zato tudi prenese čestitke ostalim. Hvala. Iskrene čestitke, Klub za konjski šport Četrnej za posebne dosežke lanske sezone in pa Janža Dolinšek za celostno podobo derbija. Nocojšnjo slavnostno Kasaško akademijo nam je svojim glasom požlahtnila Alenka Godec. Še zadnjič jo vabim na oder festivalne dvorane tukaj v Ljubljani in kaj kmalu bomo zaključili naše druženje. Hvala, Branko. Rada bi tudi v svojem imenu čestitala vsem prejemnikov teh priznanj in se zahvalila Kasaški centrali Slovenije, ki bo postala Kasaška zveza, kot sem slišala od zadaj, na čelu z gospodom Marjanom Sedejem, ki me je povabil in izrazil zaupanje, da tudi jaz zapojem na 3. Kasaški akademiji. Iskrene čestitke še enkrat in se poslavljam s pozitivnimi mislimi, ki jih je nekako napletel Tomaž Domicel v pesmi Življenje je lepo. Srečno vsem. Včasih se ti zdi, da vse čudno je. Želiš si, da lahko bi spremenil svet in ne da drugega želiš, tako kot ponuja za samo in ne da ti ga spremeniš. Spoštovani rejci, lastniki, trenerji in tekmovalci kasaških konj. Kot posamezniki še naprej ohranjate in plemenitite vrednote kasaštva. Enemu je vrednota doslednost, drugemu raznovrstnost, nekdo ceni premočrtnost, spet drugi kaj drugega. Vendar je prava vrednota le tista, do katere se sam prebiješ. Je določilo in napotilo k delu, a tudi k presežnosti. In če nek star pregovor pravi takole: ne oziraj se na pot, od koder prihajaš, temveč na to, kam greš. Potem je nocoj, ko bodo luči na odru ugasnile in se bo dogajanje preselilo na skupno druženje, kjer bo kakopak govora o konjih zagotovo pravi trenutek, da tudi pogledamo v leto, ki je pred nami. Naj bo prežeto z uspehi in prijateljstvom, v prepričanju, da skrivnost sreče ni v tem, da delamo to, kar radi počnemo, ampak da imamo radi, kaj počnemo. Na prijetno druženje in lahko noč.